Hej, danes spet nekaj dobrih nasvetov, ker me veliko sprašujete, kako še povečati engagement, Kali, kako še povečati engagement in kaj deluje, kaj ne deluje, dej povej nam, toliko je že noro, vse se spreminja. Ja, res je, toliko je noro in toliko se spreminja in algoritem, ki res deluje na eno stvar, kmalu ne deluje več, če niste up to date, je totalna katastrofa, v glavnem, delate sebi v škodo, namesto sebi v korist. Zato še sreča, da imamo Success Akademijo, da non-stop nove trike izvedete prvi. Engagement, ful dobra tema in res si ga lahko povečate in je res tako enostavno, sam morate biti malo pridni. Res pomaga, če se zavedate, da so socialna omrežja, to kar skozi pravim, two-way street. In če ljudje vam nekaj lajkajo, komentirajo, sejvajo, ja, dejte jim to vrniti. Dejte, ker če ne, brez nič ni nič. In res ne morete pričakovati, da bo ena oseba iz dneva v dan delila ljubezen z vami na socialnih omrežjih, se pravi comment, like, share in podobno, če vi ne boste naredili to, tudi njim. Ne gre to. Zato predlagam, da tik preden naredite objavo, ste malo aktivni na socialnih omrežjih, malo polajkate, malo pokomentirate, naredite svojo objavo in potem ste še vedno prisotni in kaj delate? Prva taktika. Greste skozi vaše starejše objave in pogledate, kdo vam je komentiral in tisti, ki so komentirali zraven, tiste srčke poklikite, lajke in tako bojo dobili notification, tle sem, hej. In seveda oni bojo to opazili in bo rekli, lej, Kali je online, grem pogledat na njen profil, lej, novo objavo je naredila, hitro treba lajkati, komentirati in sevati, Tako da, to je ful ena taktika, ki res deluje, se pravi. Zraven torej njihovih komentarjev naredite srčke, polajkamo. Potem gremo pogledat na njihov dejansko profil in njihove objave in tam kakšno polajkamo, pokomentiramo. Ne se bat komentirati. Kaj je tako zelo pomembno, da komentiramo? Zaradi tega, ker če bomo mi samo polajkali stvari, je velika verjetnost, da bojo ljudje to spregledali. Čeprav smo mi naredili neko dobro delo. Če pa bomo nekomu nekaj komentirali, sploh če bo lep komentar, ja sigurna sem, da bo ta oseba videla naš komentar. Bo sigurno lajkala, odgovorila na naš komentar in šla tudi pogledat naš profil. Tako da dejte komentirati, dejte napisati lepe komentarje, zanimive. Zakaj? Dejte se potruditi za to, s temi lepimi komentarji, ker ljudje, ki sledijo tem profilu, bojo videli, najbolj bojo videli, da ste vi to lajkali, ampak videli bojo pa, da ste vi komentirali. Sploh, če to zanimiv komentar, bo rekli, kdo je ta oseba? Dajmo iti pogledat na njen profil, kaj pa ta oseba dela. In tako boste dobivali nove sledilce. Ne pozabi, da morajo biti vaši profili optimizirani, če želite, ne samo, da ljudje pridejo na vaš profil, ampak če želite, da stisnejo tisti follow, je pa potrebno, da je vaša biografija čista, da bojo takoj vedeli, kakšen profil je to, da bojo vaši highlights urejeni, vaša profilna slika res lepa in bo izstopala in da bo vsebina koristna. V nasprotnem primeru bodo ljudje samo prišli na vaš profil, ne bojo pa stisnili follow. Ja, to je ful pomembno. No, kako si še lahko dvignemo engagement? Torej, povedala sem zdaj kar nekaj taktik. Da recimo začnete slediti profilom v vaši niši in tam date kak zanimiv komentar. Ne kakšno samo promocijo ali kaj podobnega. Ne delamo tega, ampak napišite kaj zanimivega, kaj koristnega. In ker je to pač neka podobna niša, bo sigurno sledilce tega profila zanimalo tudi to, kar vi delate. In ko bojo prišli pogledat, če jim bo res zanimivo to, kar počnete, če so vaši profili torej optimizirani, bodo torej stisnili tisti follow in bojo komentirali in bojo lajkali in bojo pač kakorkoli engaged. Tako da, dajte si tole dobro zapomniti, ker to res dela. Kaj pa engagement groups? A delajo? Ja, pa ne. Ne, pa ja. Odvisno, če jih uporabljate na pravilen način in odvisno, ali so v teh engagement groups pravi ljudje, pravi sledilci. Ker če niso, potem brez veze mi ne bojo, res ne bojo delale engagement skupine, če ne bo notri pravih ljudi. Zato se ne vključevati kar v neke engagement skupine, ker škoda časa in ful škoda časa. Ker res ne bo delati.
Tako da, najbolj pomembno je, da zgradite skupnost in če je engagement skupina, mora biti vsi resnično na pravilen način notri angažirani, kar veste, ker ste v moji engagement skupini. Če kdo ni, dvignite roko, pišite v DM, pa vas bom dodala. Če boste seveda pasali noter in seveda, če se boste res odločili, če boste determined, da boste res z vsemi engaged. Ja? Ker če ne, resnično ne dela. To pomeni, vsi vsem lajkamo, komentiramo, sejvamo, tudi če šeramo. In zakaj engagement skupine ne delajo, ne? Če so to neki random ljudje? Zato, ker algoritem takoj zazna, ko mi damo objavo, to v engagement skupino, recimo s puščico damo, da že takoj algoritem ve, red alert, in zato tega ne delamo, ne? Imamo druge taktike, ki jih itak poznamo, mi delamo predvsem emoji. Potem naslednja stvar je, da če so to neki random ljudje, bojo se vsi zaleteli. Torej, prišli bojo iz ene skupine in se bojo zaleteli in bojo takoj komentirali in bojo komentirali na način, da bojo naredili sam en like ali pa, mislim, komentirali s kakim emojijem. Se pravi, ne bojo to neki koristni, zanimivi komentarji. In algoritem ni neumen in bo takoj zaznal, da se pač tam nekaj dogaja. Zato pravim, dejte res genuine, lepe komentarje sebe, dejte prebrati isto vsebino, ker na algoritem blazno dela tudi to, da niste vi sam eno sekundo na tej objavi in stisnete sam like in napišete hudo ali pa top ali pa the best. Ne, algoritem ve, da to nekaj se dogaja. In če boste vi prebrali ta post, tu se dogaja pa super, nekaj super, ta vsebina je zanimiva. In algoritem tako naredi, ček, ljudje se zadržujejo na Instagram profilu na tvoji objavi, ček, berejo carousel objave, gledajo videe, nekaj časa berejo vsebino, se pravi, ni samo, da pridejo in stisnejo like pa enega emojija, kot delajo na nepravilen način engagement skupine. Ja? Torej, dejte res prebrati, da boste vedeli sploh kaj komentirati, da boste dobro komentirali in dejte pogledati vsebino, ker pol pa bo delalo, ne? Pol pa engagement dela. In zato engagement skupine delajo ali pa ne delajo. Najbolj pomembno pa je, da vi vzgajate ljudi, da ste z njimi komunikativni, da je torej to two-way street, pa sploh ne boste potrebovali engagement skupin, ampak bojo ljudje itek zaljubljeni v vašo vsebino in tisto, kar delate in bodo z veseljem torej komentirali, šerali, lajkali, rešerali, pač engaged. Upam, da je bilo koristno. Se vidimo kmalu.